En prav lep pozdrav, hiter video o tem, kaj se na trgu dogaja, približno. Kaj je z bankami, kaj je s stablecoini in Kraken. Zdaj slišim veliko panike, veliko teh stvari. Celo slišala sem tudi to, da naj bi se USDC razvezal od dolarja in tako naprej. Zdaj, jaz bi rada povedala svoje mnenje in svoje znanje, kar sem se do zdaj naučila, kaj jaz mislim. Torej, prva stvar, pojdimo pogledat, zdaj, vprašanja so, kaj narediti s stablecoini, kot je, če imate denar v USDC ali pa DAI recimo, ne. Najboljše, da kar sharam screen, pa gremo to pogledat, pa bom takole, tako. Vam bom povedala kar na sami zadevi, da vidimo. Zdaj, recimo v CoinGecko tukaj lahko vidimo, USDC, a ne. Zdaj, USDC je pač, stablecoin od velikega podjetja, privat podjetja Coinbase. In, je dosti ga je na trgu, dosti stabilen je in ima zadaj kapital. To jim je najbolj pomembno. Zdaj, če primerjamo z USDT, pa, je USDT je dejansko privat kovanec in zadaj ni kapitala. Zdaj bomo videli, kaj je razlika, v čem je fora, ne. Zdaj, na trgih se dogaja res ogromne spremembe. Kar nekaj držav, velikih držav je v zadnjem tednu, 14 dneh bankrotiralo. Zdaj, kaj to pomeni, si jaz osebno ne predstavljam, vendar pa verjetno to pomeni, da ljudje ostanejo brez pokojnin, denarja, valuta njihova ne deluje. Kaj uporabljajo namesto lastne valute, pa ne vem. Zato, ker je dolarja absolutno premalo na trgu, ki je pač, edina res ta prava valuta, ampak na žalost dolar temelji na dolgu. To po mojem mišljenju ni resnično, da ga tiskajo v nedogled, ker ga ne morejo. In vse to, kar kažejo trgi, kaže na to, da na trgu je kronično veliko pomanjkanje dolarja. Zaradi tega ne morejo stvari funkcionirati in poslovati. Enako velja z evrom. Ni pomembno, ali imamo digitalno obliko dolarja, ki je od leta 51 že, ali imamo papirnato obliko dolarja in evra, a ne. To sploh ni pomembno. V glavnem pomanjkanje je, tiskanja denarja ni, inflacije ni in vseh teh stvari, floskul, ki nam jih, pač ponujajo, ker sistem ne deluje. Monetarni sistem je problematičen. Dejansko deluje ta finančni sistem deluje, to ni problem, problem je monetarni sistem. In edini monetarni sistem za mene ta trenutek, ki je alternativa in je možno, da bo uspel, je Ksen. Za mene je to to. Zakaj? Ker je neomejen, ker je decentraliziran, ker vsak lahko zastonj pride do njega na katerikoli mreži. Katerokoli mrežo uporablja. Ker na primer, če pogledate mrežo Fantom ali Chia, sta zelo majhni mreži, a zanesljivi, počasi se razvijata in, imata zveste uporabnike in ti dve mreži po mojem mišljenju se bosta močno razvili v prihodnosti. Korak za korakom. Slej ko prej bo nekdo prehitel Ethereum omrežje, Bitcoin pa sploh. Tako da malo je za razmisliti, no, o Chii, zdaj ne misliti, da jaz to kaj govorim vam, da daj vlagajte v Chio, ne,
Zaradi tega, ker trgi še niso na dnu. Ta trenutek ni dobro za vlagati. Ta trenutek je bolje držati denar, stablecoine, kaj takega, da, potem, ko res pade kompleten trg, to bo leta 2024, že letos proti drugemu delu leta in potem 24, lahko še celo 25. Nihče ne ve, koliko globoka bo ta kriza in kaj bo naredila in kaj se bo zgodilo. Ta big reset, ki ga vsi omenjajo, ni mogoč. Po mojem mišljenju. Zadeva se bo izključno samo sesula in nekaj bo treba imeti za alternativo. Jaz računam na Xen. Absolutno. Zdaj Hex to ne more biti, včasih sem mislila, da ja, zdaj razumem, zakaj ne, a ne. Tako da Hex ne. Hex je pa dober kovanec. Zdaj, če imate v Hexu, ga ni treba prodajati, držite ga na dolgi rok, na 10 let bo Hex zelo dobro delal. Pač enostavno ga pozabite na denarnici. Jaz mislim, da je najboljše ga imeti likvidnega ali pa ga stakati na 15 let. Čeprav jaz tem stakom v to ne zaupam več, sploh zdaj, ko sem še en stak morala odstakati, kar se Hexa tiče, in vedno sem padla v glih tisto štalo, ker tudi pri Hexu lahko na 14 dni zavlačuješ, več ne, in good accounting ti čisto nič ne pomaga, ker isto plačaš, kakor če bi ga odstakal, brez veze. Brez veze, zakaj bi dvakrat, mislim, ne razumem. Tako da, evo, no, pa dajmo USDC. USDC je za mene dosti varna zadeva, je pa tako, moram poudariti, stablecoini se ne obnašajo več kot stablecoini. In to zakaj ne? Zaradi samega dolarja, ki je kritičen, pa ubogi. Zaradi dolarja. In zdaj tako, če imate poglejte tale padec. Takrat sem slišala, nekdo je rekel, da se je USDC razvezal od dolarja. Bullshit. To ni res. To ne, mislim, ne takim stvarem nasedati, prosim. Ne more se stablecoin, če ta prav stablecoin, razvezati od dolarja. Medtem ko za USDT pa ja, ker USDT ni ta prav stablecoin in zadaj ni kapitala. In zaradi tega, recimo, tukaj vidimo ta velik padec. Zdaj, v čem je štos teh velikih padcev in pol visoko gor, recimo? V čem je štos? Ker jaz, ko sem slišala pač tistega, ko je rekel, joj, ne vemo, kaj narediti, če imate v USDC-ju, ste pogoreli. Jaz imam dosti v USDC-ju, dosti imam v DAI, dosti denarja, mislim, dosti. Pač tisti del, nimam veliko tako, če gledamo znesek, ampak če gledam procentualno, imam 90%, a ne. Zato, ker šparam, zato, da lahko kupim Ethereum takrat, ko je ugoden, pa da lahko mintam Xen, to je meni point, ne. Zato držim pač v teh stablecoinih. Da imam zadevo pri roki, da, a ne, zato. Torej, ta padec, kaj pomeni to? To pomeni, da tisti trenutek se nekaj hudega na trgu dogaja. Veliki igralci so potegnili ogromno denarja ven iz tega pula, iz tega bazena, zato je ta bazen postal nelikviden. A ne? In je to. Je to ta črta dol in pa seveda črta gor. Zakaj? Zaradi tega, ker stablecoin sledi dolarju. To je to, ne, in se slej ko prej uravnovesi. Tako da brez panike, če se kdaj kaj takega zgodi, samo počakati. Samo počakati. Isto je zdaj, če pogledamo DAI, popolnoma enaka zgodba. DAI, evo, tako, evo. $1, to je to. $1, stablecoin. Če gremo pogledati recimo za 1 leto, pa bomo videli, ista fora. Zakaj? Ker so veliki igralci spet isto naredili, potegnili so dol s trga denar.
in iz tega pula tudi DAI. DAI je od Ethereuma stablecoin. Mu je kar za zaupati, dokler Ethereum omrežje bo, in to bo, ker blockchaina ne moreš zbrisati, pa uničiti, pa ugasniti, dokler, razen če ugasneš vse računalnike. Potem v bistvu tudi DAI bo. Zdaj pri USDC včasih mene malo zaskrbi, ker je privat, a ne, to je pa Ethereum je sicer tudi privat, ampak ne toliko, je malo bolj decentraliziran, majhen bolj pa je, no. In je ista zgodba, tukaj je pač postal nelikviden, pok dol in nazaj gor. To je to. Eni ljudje so tukaj dol šli prodajati. To je izguba. To je izguba, to izgubiš, če imaš velik denar, veliko denarja, a ne. Recimo pri tisočaku, če imaš vložen tisočaka, je to lahko 400, 500, 600 dolarjev, se pravi polovico ali več, izgubiš. Če tukaj dol prodajaš, če te panika zagrabi, da bo to šlo nekam, da se je razvezal dolarje in zdaj to je konec, ne. Tisti, ki poznamo, smo čakali. In kaj se je zgodilo? Tole, nazaj gor. In ko pogledaš, jaz sem šla gledat takrat, ko je ta panika bila, sem šla gledat na moj Ledger in je bilo tulele res malo keša še noter v Ledgerju, sem ga nič hudega. Sem šla spat, čez 2 dni pogledam in je bilo spet nazaj toliko denarja kot prej. Nič nisem naredila, počakala sem. Zdaj pa poglejmo USDT. USDT naj bi bil stablecoin Tether, ampak za mene to ni stablecoin. Tether je napihnjen, ne. Tether je napihnjen, pa poglejmo, kaj se je pa z njegovim čartom zgodilo. Eno leto isto naredimo. Skoraj nič, tukaj je sicer tudi šel dol, ampak tam, ko smo videli recimo tukajle, ne, kjer sta šla dol USDC pa DAI, Tether ni šel dol. Zakaj ne? Ker v ozadju ni denarja. Tukaj ni, v pulu ni, Tether je napihnjen balon. Tako da pri Tetru se lahko vsak trenutek zgodi to, da ga ukinejo, da poberejo, recimo tole, ke gre zdajle ful gor, a ne, pri Tetru. To je napihovanje balona. To nekdo napihuje tako kot Bitcoin ali pa včasih tudi Ethereum se da, ampak Bitcoin sploh. In tukaj se balon zdaj napihuje in nekdo bo tukaj gor zdaj pobral keš, ven potegnil ogromno denarja, a ne, in to bo spet verjetno takole padlo dol. Takole dol in lahko tudi ga ukinejo, tako da pri Tetru pazite, no. Pazite. Modro se odločite. Modro se odločite, tole je fake slikica, to nič ne pomeni. Nič ne pomeni. Pazite, no, pri Tetru res pazite. Jaz ga nimam nič in ne delam z njim, razen če me kakšna borza v to prisili, vendar zdaj ne delam več prek borz, sploh ne, zdaj delam vse decentralizirano preko denarnice Ledger, ker se čisto vse že da prek Ledger delati, decentralizirano, ker oni sodelujejo potem s temi borzami dejansko in pa tudi MetaMask uporabim, ampak samo za pač manjše zneske in pa za to, da pač na hitro naredim, pa zelo na hitro pošljem na Ledger in zelo na hitro tisti MetaMask zbrišem za zmeraj. Ker nikakor ne zaupam MetaMasku niti Ethereum omrežju, za mene sta to res kradljivski zadevi. Okej, toliko, da veste, a ne. Zdaj pojdimo pogledat ceno Xena, pa vam bom nekaj še povedala zanimivega. Xen kripto. Pa poglejmo maksimum. Kaj on ima non-stop je rdeč čart. Kaj to pomeni? To pomeni, da tukaj gor, tukaj na začetku ga je nekdo, mu je nabil ceno, zaradi tega, ker ga je prodal v bistvu po visoki ceni, nekdo je pa bil butast, pa je kupil po toliko visoki ceni, ker ni razumel sistema. Xen je stabilen
In Ksen je najboljš, da pride, zdaj Jack Levine je rekel, da bi najraj videl, da pride do ničle, kar se približuje tej ničli. In da od tam štarta kot čisti kovanec izključno ponudba pa vprašanje, ker tole je dost fake, ne, tele cene, to je dost fake, ne. Zdaj se dejansko on približuje ničli in na dolgi rok je to dejansko dobro. Zakaj je to dobro? Zaradi tega, ker je ful dostopen ljudem. Ksen lahko kupiš, lahko ga kupi kdorkoli, vendar ta trenutek, kljub temu, da ta cena pada, se ne splača ga kupovati zdaj. Zdaj se bistveno bolj splača ga mintati, ker ga boste veliko več dobili za mintanje in potem z njim pač delati, kar že delate, ali transakcije, ali NFT-je, ali stake, ali ga samo držite na denarnici, ali ga kurite, ni važno. Kaj z njim delate, lahko tudi tradete, se da z njim, kdor zna, pač se da tudi z njim zaslužiti, ni problem. Tako da jaz imam zdaj, ne vem, pač zaštartala sem približno s $400 in je pač te denarnice, kakor sem jih naredila, mi zdaj kaže tam okrog $2000 profita. Zdaj, koliko bo to na koncu, bo verjetno dosti, ne, čeprav težko je cen primerjati z dolarjem. Ful težko, ker nista povezana. Enostavno ne. To je zdaj samo primerjava. To je ta graf je samo in ta številka tukaj gor, vrednost Ksena, je samo primerjava z dolarjem. Nič drugega. Ni pa neka njegova realna vrednost. Kakšna bo realna vrednost, bomo videli čez leta. Zelo, lahko tudi, da bo šel, ampak ne verjamem, da bo to šlo zelo gor. Ksen je v bistvu, če hočete s Ksenom zaslužiti, je boljše imeti NFT-je. Pa te stvari, ke Ksen ponuja. Zraven druge stvari, a ne. Še tudi dodatne kovance in to. Tisto je po moje, ker je bolj omejen, dosti boljše, ne. Čeprav tudi, saj ne vemo, koliko bo Ksen čez 8, 10, 15 let, koliko bo njegova vrednost, ne vemo, nimamo pojma, ker tudi pri Bitcoinu je bilo tako. Ksen je pa dejansko izhaja iz Bitcoin kode, s tem, da je še bolj preprost in pa zaklenjen. Hvala bogu, decentraliziran, deluje na proof of participation, in je, kako bi rekla, in je seveda zelo fer distribucija. Vsak lahko do njega pride in pa ne morejo biti OG-ji, ker OG, da bi imel na začetku nekdo ful veliko. Zdaj Satoshi ni mogel drugače narediti, kot da je sam pa še en njegov friend, da sta to delala, verjetno, ker nihče ni hotel sodelovati v mreži. Tako da Ksen ima veliko prednost, ker je mislim, pač Ethereum že velika mreža in zelo veliko ljudi je skočilo takoj noter v to, uporabljali, tako da to je prednost Ksena, no. Malo kasneje nastal in Jack Levine je samo pač izboljšal vse, kar je bilo možno za izboljšati, od Hexa in od Bitcoina, in je nastal ta res super kripto, a ne. Jaz v Ksen kar verjamem, zdaj nisem maksimalist in ne priporočam, ampak pač vam govorim, da veste, da to obstaja, pa da imate zdaj možnost, a ne. Vsaj eno denarnico si naredite, da vam ne bo žal, a ne. Za eno denarnico, tam koliko, odvisno, koliko je zdaj gvaj, date tam med $2 pa $5. Pa potem, ko odclimate, date tam nekje $2-3. Maks. Če so seveda fiji taki, kot so zdaj približno taki, a ne. Če pa fiji poskočijo, pa je pa to to. Ke zdaj dejansko Ksen, ne verjamem, da ga zdaj folk minta pa to. Ker je dosti visok, gvaj je precej visok. Zdaj ostalih stvari še nisem izvedela, se mi še noben ni javil, tako da ko bo kaj novega pri Ksenu, vam pač bom, sicer se vsak dan novo dogaja, oni res grejo hitro naprej, hitro, in priporočam, da se majhno poučite o teh zadevah. Če imate kakšno vprašanje, mi jih lahko še komot postavite, všečkajte,
lajkajte, a ne. Tako da vam res priporočam pač to izobraževanje, da ste med prvimi, ker če ste med prvimi, ki uporabljajo to, ste med pionirji, je tveganje veliko, ampak je tudi lahko dobiček dosti velik. No, to sem hotela povedati. Zdaj, banke, kaj je z bankami? Zdaj kar nekaj ta Silicon Valley pa to je zelo, to je majhna banka bila. Te majhne banke, kot je Silicon Valley in ostali, pač so nelikvidni, denarja ni na trgu dosti, pač vlagajo tudi v take stvari lahko, ke niso likvidne, v napačne produkte lahko vlagajo in se zadeva enostavno sesuje. In to bo šlo zdaj kot domine do srednjih bank, a ne. Do srednje velikih bank in, tako da jaz bankam ne zaupam. Zdaj ena težava je tudi, Kraken. Kraken je do zdaj bil najbolj zanesljiva kripto in navadna banka hkrati. Jaz nimam s Krakenom nobenih slabih izkušenj. Zdaj je Kraken 15. so Američanom, pač prepovedali stajkati USDC in tudi dol oziroma, dolar in ga tudi dol ne morejo več dobiti. Tako da tisti, ki ga niso potegnili, ga ne morejo, ne. Zdaj, kako bo za ostali svet, za nas ostale, ne vem, zaenkrat to še ni problem. Zdaj, če ste med tistimi, ki imate dolar, pa ga stejkate na Krakenu, pa recimo, da vas je strah, ke jaz nisem sigurna, ker to so pač privat zadeve. Jaz nisem sigurna, to nimaš, v svojih rokah ključev. Je najboljše, če se ne da, zdaj v SEPA sistemu se da dolar potegniti dol, če vaša banka podpira dolarski račun, a ne. Če pa ne, potem to lahko, prodate dolar za evro ali pa za kakšen stablecoin, pa si prepošljete ali, evro na svojo banko ali pa stablecoin na svojo Ledger varno denarnico. In, zdaj zato sem tudi obravnavala stablecoine, kaj je z njimi, ne. Jaz se v Tether nikakor ne bi upala zadevo dati. Zdaj, Xen je zelo na začetku, tako da je eksperiment, tudi opozarjam. Odlično kaže, ampak je eksperiment, saj tudi Heksu odlično kazalo, pa je zdaj ves ubogi. In sicer je šla cena gor, ampak to ceno pumpajo, isto kot bitcoin. To Richard Hartz zdaj pumpa zadevo, tako da ni res, da je toliko vlaganja not. Pojdite sami preverit, saj sami lahko to pogledate, koliko ljudi vlaga, koliko ljudi ven jemlje, koliko je stejkov, pa boste takoj videli v bistvu, koliko je ura. Zdaj Heks po mojem ima na dolgi rok šanso, sploh če se bo Richard Hart umaknil iz tega projekta, bo super. Da bo nehal štalo delati, se nekaj umiril, ampak ne zaupamo mu več, veliko nas ne zaupa njemu več. Tako da razmislite, no. Zdaj, če imate dosti Heksa, je mogoče fajn. Jaz sem ga nekaj, zdaj razmišljam, nekaj ga imam likvidnega, pa razmišljam, kaj bom zdaj z njim, a ne. Po mojem bom jaz to kar, verjetno zamenjala za Ethereum in pa z Xen mintala na dolgi rok. Pa verjetno bom imela, predvidevam, v bistveno krajšem času veliko več, kakor sem imela od Heksa, kjer imam trenutno 60% in več izgubo. Ja, to je v bistvu to, torej bankam ni za zaupati, pazite, v katero banko dajete. Jaz v bistvu moram reči, da sem tudi zelo preučila te klasične banke, v kateri bi jaz imela denar in to, in sem se odločila za eno banko,
ki ni slovenska, in ni italijanska, pojdite stran od Italijanov pa Nemcev, pa z Avstrijci je tako, Švicarjev, saj pazite. In v glavnem, jaz se bolj obračam Madžarska, Češka pa Bolgarija, to. To je dosti bolj zanesljivo za moje pojme in tudi stvari funkcionirajo. In tudi to so njihovi politiki, se ne dajo več ali manj, se ne pustijo v Evropi voditi za nos in delajo po svoje in njim odlično gre. Tudi, neverjetno veliko je zdaj vlaganja v Srbijo, zelo veliko biznisa se dela s Srbijo, ogromno, Srbija napreduje noro, tako da te stvari malo za pogledati, a ne. Če ste podjetniki, pa to majhen preučite, zadeve se zelo splača, saj je veliko podjetnikov, ke tja vlagajo, pa tudi veliko videov je na to temo, ke govorijo o tem, kaj pa kako. Da razmislite, pazite, bodite poučeni, bodite razgledani, to je tudi najbolj nujno, a ne. Da jaz osebno papirjem ne zaupam, papirji so od dolarjev, evrov, to je pogodba, v bistvu to je dolg dobesedno, niti ne zaupam delnicam, to je spet pogodba, spet, nisi lastnik, dejansko ne, samo nekaj na papirju imaš. Zlatu ne zaupam, ker je težko likviden, cena mu že dolgo pada, občasno se dviga, in tako da, ne vem, tem zadevam ne zaupam sploh, a ne. Zdaj, če pa vi zaupate, zdaj obveznice naj bi bile najbolj stabilne, ampak glejte, zdaj je bankrotiralo precej držav. Kaj z obveznicami, nimam pojma. To ne vem, kaj se pol dogodi s tem, res ne vem, ker nimam izkušenj in je te izkušnje težko pridobiti v kratkem času, ampak moraš z obveznicami delati 30, 40, 50 let ali pa več, da veš točno, kako se obnašajo. Kaj je pa kaj narediti, ko ti gre banka cela država v bankrot, a ne, ker zdaj so šle velike države v bankrot. Ja, verjetno tudi nas to čaka, slej ko prej, lahko da letos, naslednje leto, kako bo to izgledalo, bomo videli vsi skupaj, ampak nekateri smo to že doživeli. Tisti, ki ste stari toliko ko jaz plus več, ste že doživeli to v Jugoslaviji. Spomnite se, kako je takrat bilo. Ne bom vam govorila, če se spomnite, ali pa pojdite pogledat zgodovino. Kako smo bencin dobili, če smo ga sploh, pa sladkor, pa osnovne stvari, kaj je bilo z denarjem, kaj je bilo, a ne. Kakšno valuto smo takrat uporabljali, in to isto se bo zdaj zgodilo s tem, da ta valuta, evro pač bo šel in bo rezervna valuta, ker takrat je bila rezervna valuta marka, nemška marka, ki je pa ni več, ne. Dobro, v razmislek, res, v razmislek, držite se, delajte po pameti, če lahko kakorkoli pomagate tudi nam, zelo zadovoljna, jaz bom pa še vedno objavljala videe in pa, svoja mišljenja in izkušnje, če komurkoli od vas to pomaga. Glede na to, da vas vedno več to gleda, mislim, da vam kar pomaga, tudi veliko se obračate na mene in, sem vesela, no, zadovoljna, tako da hvala vam, hvala vsakemu posamezniku, ki to poslušate, za kakršnakoli mnenja in karkoli napišete, vse pustim, tudi če se ne strinjate, tudi, to pustim, zaradi tega, ker more biti več mnenj, ne more biti samo pozitivno pa hvala, ampak tudi ker če mi kdo od vas napiše kaj takega, ki je kontra, kakor jaz mislim, da je, grem jaz to raziskovat. In potem vidim, čez čas, kdo je bolj imel prav, a ne, bolj imel prav. Tako da se jaz tudi motim, absolutno se, zato so mi vaša mnenja zelo dragocena. Bodite dobro in zdravo. Lep pozdrav.